Glavni pokrovitelj oddaje je Lumar. Dober dan, dragi gledalci naše oddaje za zdravje. Danes vam bo Jelena Dimitrijevič pojasnila, zakaj je sladkor v naši prehrani tako problematičen, kako se lahko znebimo odvisnosti od sladkorja in katere so alternative za navadni beli sladkor. Jelena, živijo. Živijo. O sladkorju bomo danes govorili, kar precej problematičen je, kaj ne? Ja, seveda zaradi tega, ker ga povsod najdemo. Tudi na nek način skrit v različnih že vnaprej pripravljenih jedeh. Tudi ko gremo nekje v restauracijo, ga najdemo v različnih omakah, je testenina, kjerkoli, da gremo v trgovino, pa ne gledamo, kaj piše na samih deklaracijah, potem najdemo veliko sladkorja v sladkih pijačah, gaziranih pijačah in tako naprej. Problemi pa so res veliki. V bistvu največje težave so s tem, da se pojavi recimo zamaščenost organov, kot je recimo so zamaščena jetra. Predvsem, če užijemo veliko koncentrirane fruktoze, se to zgodi, ker se fruktoza predeluje v jetrih in potem, če se ne morejo take velike količine predelati, se ustvarja maščoba, trigliceridi se ustvarjajo. Potem so različne težave, ali z diabetesom tipa 2, ali taka bolj sodobna bolezen, ki jo rečemo diabetes tipa 3, ki je povezana z našimi možgani, ker ko možgani ne morejo več sprejeti glukoze, potem nastane tudi propadanje, možgansko propadanje, Alzheimer, demence in take težave. Srčno-žilne bolezni, seveda, če je odvečna glukoza prisotna v krvi, potem poškoduje stene ožilja. To pa povzroči pol nastajanje holesterola, normalno, ker se škoda mora popraviti in pol imamo tudi težave hkrati s holesterolom. Potem se ustvarjajo različne težave tudi na psihičnem nivoju, depresije, razdraženost, stres tudi povzroča sam sladkor, tudi utrujenost, ker v bistvu potem, ko zaužijemo sladkor, se nam zdi, kot da smo dobili nekaj energije, ampak so že raziskovalci ugotovili, da po pol ure že pade ta energija in smo pol v tem začaranem krogu, v tem ciklu, da ne rečem tako, tudi zobna gniloba, težave z različnimi minerali, vitamini, ki nam jih zaradi sladkorja pol primanjkuje, A, C vitamin, vitamini B kompleksa, posebej B12, folna kislina, magnezij, kalcij, krom, kar je najbolj pomembno, ker krom je prav ta tisti, ki uravnava krvni sladkor. Potem težave recimo z hormoni, ker tudi sladkor vpliva na hormone, posebej leptin, potem nimamo več tega občutka, da smo res siti, imunski sistem se slabša in veliko drugih težav. A pa so vsi sladkorji enaki? V bistvu seveda niso. Marsikdo, ko reče sladkor, misli na vse, kar je sladko, tudi vključno z sadjem, ker sploh ni res, recimo, ker sadje vsebuje fruktozo, ta enostaven sladkor, ampak ne v koncentrirani obliki. Seveda, če imamo težave, si izberemo sadje, ki vsebuje manj sladkorja, ki nima tako visokega glikemičnega indeksa, ampak ne moremo primerjati recimo sadja ali polnovrednih ogljikovih hidratov, ker se sladkor počasi sprošča v našem telesu, ker zraven polnovrednih ali žit ali stročnic ali recimo zelenjave sadje so še zraven vlaknine. Zaradi tega nikoli ne poudarjamo, da je treba uživati sadnih sokov, poleg vseh ostalih predelanih, ampak užijemo polnovredna živila. Ta sladkor, ki v takih živilih se obnaša v našem telesu popolnoma drugače, kot recimo sladkorji, ki se pridobivajo na ta industrijski način. Tako da, če želimo seveda polnovredno užijemo, pridobimo ta sladkor, ki nam je nujno potreben, ker iz glukoze tudi se hranijo naše celice. Moramo pa se izogibati tistim sladkorjem, ki so predelani, kot je tak navadni bel sladkor, pa tudi različni drugi sladkorji, ki so tudi v obliki koncentrirane fruktoze, fruktozno-koruzni sirupi in tako naprej. Kako pa se recimo znebiti navezanosti na sladkor? To je kar velika težava. Ena res orang naloga za vsakega posameznika, v bistvu se da, absolutno. Prvo se moramo odločiti, da želimo spremembo v svojem življenju, da vidimo, da sladkor že načenja naše zdravje. V tem primeru si pol zavestno zmanjšamo količino zaužitega sladkorja, povečamo uživanje vode, ker dostikrat tudi zamenjamo ta občutek želja po sladkem, pa smo dehidrirani v bistvu, tako da je treba na to paziti. Gledati tudi deklaracije, kjer se vse sladkor nahaja, da bi se mu na tak način izognili.
če želimo nekaj sladkega pojesti, raje posežemo po sadju, ne po sladkarijah. No, je pa tudi alternativa navadnemu sladkorju. Ja, absolutno. Seveda, kot sem že rekla, dobro bi bilo, da se navadimo na to, da ne sladkamo svojih pijač, da tudi čaje, ki jih uživamo, ali tisti, ki pijejo kavo, ker tudi kava ni tako najbolj idealna, ker tudi vpliva na krvni sladkor, ampak da ne sladkamo teh stvari ali uporabljamo recimo namesto tega stevijo. Stevija je ena taka zamenjava, tudi popolnoma naravna rastlina, ki tudi vsebuje nekaj mineralnih snovi, ampak predvsem je dobro zaradi tega, ker uravnava krvni sladkor. Tudi če imamo kakršnekoli težave z glivicami, napenjanjem, težave v prebavi nam tudi pri tem lahko pomaga. Tudi ksilitol recimo ena taka zadeva, ki tudi zmanjša možnost nastanka zobne gnilobe, kakšen kokosov sladkor, palmov sladkor, recimo datljeva pasta, ki se pol sam zmeljajo datli in se pol uporabljajo kot sladilo, ali kakšna čežana se lahko uporablja. Recimo ostali tipi sladkorja, kot je rjavi sladkor, tega ne priporočam toliko zaradi tega, ker ponavadi govorimo o predelanem belem sladkorju, ki ga sam prevlečijo z melaso. Melasa je recimo ena dobra varianta, samo je takega bolj grenkega okusa, ne pa recimo veliko ali se čim bolj izogibamo agavinem sirupu ali fruktozno-koruznem sirupu, zaradi tega, ker je tam izjemno močno koncentrirana fruktoza. Fruktoza pa res poškoduje delovanje naših jeter in se res ustvarja veliko maščob. Kakšni tale sirupi, kot je rižev sirup, javorjev sirup, so tudi dobri, pa ječmenov sirup, tako je veliko različnih variant, s tem, da seveda tudi s temi dodatki ne pretiravamo. Predvsem bi bilo dobro, da to glukozo, ki jo res nujno rabimo, dobivamo iz polnovredne hrane.